Beseda šola izhaja iz grščine in sicer v grščini beseda schole pomeni prosti čas. To pomeni, da včasih v šolo lahko hodil samo tisti, ki je imel čas za to. Ste imeli posebna tudi pisala in tablice, vsako besedo, ko so jo napisali, so pa zbrisali in pa so si vse ravno v glavi imeli. Primož Trubar je tole. On je rekel, kaj pa, če bi v šolo hodili vsi, fantje in punce, kaj če bi bila ta šola v slovenskem jeziku? Je to zelo čudno. Za tisti čas je bilo. Razstava je narejena tako, da čim več raziščete sami, da odprete čim več predalov, izbrskate kakšno igračo mogoče. So bili pač iz lesa narejeni, zdajle pa so iz plastike. Marija Terezija, kar je Primož Trubar takrat malo sanjal, pa je bila za tiste čase to preveč čudna ideja in je dala napisati en zakon leta 1774, da morajo vsi otroci med 6. in 12. letom v šolo. Skoraj nihče ni hodil v šolo, razen tisti, ki niso delali. Ostali so pa delali na poljih, pa v kuhinji, na primer. Anton, Martin, Slomšek. In česa se je domislil, mogoče bi otroci lahko v šolo hodili ob nedeljah. Prej so se učili v nemščini. V teh šolah so se pa začeli učiti v slovenščini. Razstava mi je zelo všeč. Najljubše mi je bilo lutke od učiteljice in otrok. Da se pri učiteljicah vpisujejo v zlato knjigo tisti, ki so pridni, pa v črno tisti, ki so poredni. Kako so se pač oblekali. Zelo všeč mi je red, ki je bil v starih šolah, da smo mogli biti zravnano, fantje na eni strani, punce na drugi strani. Gospodinjna učiteljica je bila drugačna, bila je bolj stroga. Tudi to, kar se zdaj dogaja v naših šolah, počasi postaja zgodovina, Ko bodo vaši otroci ali pa mogoče vnuki potem prišli, bodo s takim zanimanjem, kot ste vi tiste stare čase občudovali, tudi tele čase gledali.